Na prvo žogo deluje tale strip Ivana Mitrevskega za Tamale. A vam zagotavljam, da še zdaleč ni tako. Tole delo te strezni, kako pomembna je narava in kako hitro jo lahko uničiš. A ne za dolgo, ker narava vrača udarec. Tole je ogledalo, kam pripelje množična potrošnja. Množično hlepenje po več in več in več. Knjiga je pretresla Juša in Naceta. Tole je en zelo zanimiv futuristični ekostrip, v katerem glavni junaki, člani posadke Rdeča raketa, letijo na planet Zeleni Jurij. Nace, zakaj letijo tja in kako je sploh potovanje med planeti možno? Ja, naša ekipa živi v 23. stoletju in takrat so znanstveniki pogruntali tako tehnologijo, frčomatično tehnologijo, da bi rešili problem dosti hitrega dostavljanja hrane. In ta tehnologija je res zelo hitra in so zato tudi dobili zamisel, da bi pa s tem lahko potovali po vesolju in so zato tudi poslali slovensko ekipo, da raziskuje planete in en od teh planetov je tudi tale Zeleni Jurij. Zeleni Jurij, ja. Sicer pa je tema nekako ekologija, kaj se lahko zgodi s planeti, če ne bomo dovolj pazili na njih. Se ti zdi realno, da bi našo Zemljo kar prerasle smeti? Ja, realno je, lahko je zelo realno, če ne bomo nič glede tega naredili. Če bomo packi, se zna zgoditi, a ne? Ja. Meni so ilustracije zelo všeč, predvsem iz tega vidika, ker različne oblike lahko različne stvari pomenijo. Recimo, vidiš tam eno rastlino, pa je mogoče lahko tudi roka od kakšnega človeka ali pa živali in tako naprej. Tebi so bile všeč ilustracije? Meni so bile ilustracije zelo všeč. Mi je bilo tudi zelo všeč, ker so bile, povsod so bile rastline, pol taki izpostavljeni deli so bili pa taki malo bolj sivi, da so bili malo bolj zanimive, kakšne kamen spotike, kam je gor rune, pa piramida. Ja, zelo lepo se je igral z barvami avtor stripa Ivan, ki ga zdaj pozdravljamo. Ivan Mitrevski, živijo. Ivan, bralcem ste dali kar nekaj dela in sicer se mi zdi, da vsakič, ko greš na novo brati ta strip, najdeš neke nove detajle. Je to naključje ali je vse skrbno premišljeno? Živijo. Z Rdečo raketo in Zelenim planetom sem predvsem poskušal napisati zgodbo, narediti strip, ki bi bil zabaven in zanimiv za bralce in upam, da bodo uživali v vseh napetih obratih in smešnih forah. Ampak kako napisati zgodbo, ki bi bila zanimiva danes za današnje bralce, brez da vključimo probleme in teme, ki so danes že aktualne, resnične in otipljive. In zato sem vanj vključil tudi teme, kot so pohlep, nasilje in seveda uničevanje okolja. In mislim, da te stvari ne bodo čudežno izginile z nekim tehnološkim izumom, ampak se bodo z njimi ukvarjali tudi ljudje še globoko v 23. stoletju. Hvala, Ivan. Nace, si po branju te knjige kaj bolj previden pri nakupih in odlaganju smeti? Ja, vsekakor. Že tako, ko bereš to knjigo, pa se ti zdi, da bi mogoče res lahko postalo realno, že skoraj podzavestno začneš kaj delati, da se to ne bi zgodilo. Super, naj tako ostane še naprej in naj tale Rdeča raketa poleti v vsak slovenski dom. Marsikaj se lahko naučimo iz nje. Ja, lahko jo tudi prejmete tako, da greste na družbena omrežja pod imenom Čisto hudo, kjer poleg nagradnega vprašanja najdete vsebine vseh oddaj otroškega in mladinskega programa. Vsebina naslednjega vprašanja pa je sledeča. Ena izmed osrednjih tem stripa Rdeča raketa je postopen propad planeta. Kaj želi avtor poudariti, ko reče, da je varovanje okolja vprašanje tudi za naslednje generacije? A, da bo ena od naslednjih generacij odgovorila na to vprašanje, B, da se splača ukrepanje prepustiti prihodnjim rodovom, C, da bo vsaka generacija prispevala le en del rešitve, ali D, da je stanje okolja nepopravljivo in bo tako tudi v prihodnje. Kateri izmed teh odgovorov se torej ujema s prispevkom, ki smo ga videli? Vijoličasti menite D, rumeni pa C. Avtor pove, da uničevanje okolja ne bo izginilo s tehnološkim napredkom, temveč se bodo s tem ukvarjali tudi ljudje v 23. stoletju. Zaradi tega je nujno, da že danes vsak prispeva za skupno rešitev. Pravilen je res odgovor C, ki ga je našla rumena ekipa, to pa pomeni 5 točk za osnovno šolo, 1 Murska Sobota.